Jaz tukaj danes nastopam samo v vlogi enega od treh sourednikov knjižne serije Pamflet. Gre za 9. zvezek te zbirke z naslovom Za zidovi, zaprte meje kot nevarnost za odprto družbo. Najprej pa seveda hvala, da ste svojo, kako se reče, cono udobja danes večer zamenjali za ta pogovor. V takem meglenem deževnem dnevu to ni tako zelo preprosto. Torej, hvala, res. Vabim vas ne toliko kot k predstavitvi knjige z tem že povedanim naslovom, kot k razpravi, ki jo avtorja Volker Heinz in Frank Wolf v svoji knjigi Hintermauern nagovarjata in ki je, kot vsi veste, ena najbolj perečih tem ali pa eden največjih izzivov današnjega časa. Zdaj, kot običajno v izbiri tem skušamo slediti aktualnim zadevam in seveda vedno ne izberemo celotnih knjig ali celotnih esejev, temveč naredimo neko redakcijo, smiselno zato, da pač potegnemo iz te teme tisto, kar se nam zdi bistveno. Skratka, ne gre toliko za predstavitev knjige, kot za temo, ki jo ta knjiga predstavlja. In seveda gre za aktualne interpretacije o politikah migracij. Preden pa predstavim kolegico in kolege, ki nas bodo zvabili v pogovor, pa še enkrat o razlogu za izdajanje pamfleta. Kot ste nekateri že opazili, ki imate kakšnega od zvezkov, se pamflet ali pa s pamfletom po eni strani nasprotujemo uničevanju preteklosti in razvrednotenju življenja v sedanjosti, po drugi pa skušamo vsaj tu in tam preprečiti krajo prihodnosti. Torej, kot rečeno, v razpravo nas bojo poskušali zvabiti Kristina Božič, Boštjan Videnšek in Tadej Troha. In zdaj, v takih situacijah bi kdo od sorodnikov ali kdo tretji rekel, se to so ljudje, ki jih poznate in ni jih treba posebej predstavljati. Jaz mislim, ravno zaradi tega, ker jih poznate, jih je treba posebej predstavljati. Torej, Kristina Božič je novinarka in prevajalka z diplomo pravne fakultete, piše za različne časopise od dela Mladina, Dnevnika, Večera do London Review of Books. Svojim delih sledi, kot je zapisano na eni od njenih predstavitev, ljudem, ki opozarjajo na sistemske krivice. Zdaj, tukaj sem jo jaz v tak pogovor zvabil kot osebo, ki je že večkrat spremljala ljudi, ki so pa še kako vpleteni v to, o čemer se bomo danes pogovarjali. Boštjan Videnšek je novinar, ki se je uveljavil kot poročevalec iz kriznih žarišč in o njih pisal tako za Delo kot za različne tuje referenčne časopise, revije in portale. Je avtor 3 odmevnih knjig o svetovnih kriznih žariščih, vojnah, uporih, migracijah. Njegova zadnja, Dispatches from the Frontlines of Humanity, pa je njegov, kot mnogi veste, romanesni prvenec. Tadej Troha je predstojnik Filozofskega inštituta v naši ustanovi in se v okviru svojega raziskovalnega dela posveča freudovski in lakanovski psihoanalizi, zlasti metapsihologiji, množični psihologiji in zgodovini psihoanalize. Poleg tega pa ga kakšna tema tu in tam zvabi na polje politične filozofije in etike. Zdaj pa še moj poskus kratkega uvoda in ogrevanja naših 3 sogovornikov. V filmu Divergent ali Razcepljeni, ki slika postkataklizmični svet ljudi,
razdeljenih kot tisti, ki ga poznate v 5 skupin, glede na njihovi značaj, pošteni, pogumni, pametni in tako naprej. Ne. Eden glavnih likov, ki ga igra Kate Winslet, v nekem trenutku pompozno razglasi, da prihodnost pripada tistim, ki vedo, kam sodijo. Ob sloganih, kot da je v kapitalizmu s trajnostjo mogoče doseči skoraj vse, je to za moje pojme ene najbolj podlih politikanskih trikov. In tisti, ki jim nasedajo, verjetno nimajo prav veliko težav z AfD-jevci, FPÖ-jevci, ki bi, kot vemo, izgnali večino migrantov oziroma imajo težave z ugotovitvami ljudmi, kot so na primer vodja Združenja nemških podjetnikov, ki je že leta 2018 javno izjavil, da je presenečen nad tem, kako so se sirski begunci hitro aklimatizirali v nemško družbo. Ampak problem je po mojem še večji, zato ker 10 let po tem dogodku, ali pa skoraj 10 let po tem dogodku, se pravi po tem tako imenovanem begunskem valu, na podoben način, kot smo prej povedali, razmišlja več ljudi kot kdajkoli in to agento so si prisvojili ali si prisvajajo tudi mainstream ali sredinske politične opcije. Levi blok pa, kot kaže, vsaj po mnenju Peja Hansna, ki je nedavno bil preveden v zbirki Krt, njegova knjiga Moderna teorija migracij, torej ki po mnenju pač tega švedskega kolega se ne znajdejo najbolje in se vedno znova zatekajo v razlage, kot migracije so nekaj, kar si lahko privoščimo. Namesto, kot skuša argumentirati on, gre za to, da begunci ne predstavljajo fiskalnega bremena, kot pogosto slišimo, ampak ker gre ne nazadnje za investicijo v ljudi, ki so prišli od nekod. Skratka, izhodišče, ki bi ga ponudil 3 sogovornikom, bi se lahko za začetek gibalo med tem, kje je komu mesto, ko govorimo o premikanju ljudi, do različnih pozicij, ki jih pač zagovarjajo različne politične platforme, do tega, kako bi bilo pametno gledati situacijo v tem prostoru, v širšem evropskem kontekstu in čim kasneje nagovoriti vprašanje tega, kar se dogaja v ZDA, zaradi tega, ker če bomo o tem začeli takoj, potem se mi zdi, da bo razprava prehitro kontaminirana. Tako se opravičujem za ta predolgi uvod, ampak zdelo se mi je, da je to pritiče pač gostitelju iz te ustanove, ne glede na to, da je pač tedaj tudi od tu, skratka, da na ta način začnemo to razpravo. Jaz tudi sem zelo vesela, da lahko vas vse danes oziroma nocoj pozdravim tukaj in upam, da vsekakor se ta krog razpre oziroma da bo čim bolj nekako povezujoč pogovor in da bodo povezovala nas tudi vaša vprašanja. Jaz za začetek si bom vzela par besed. Mislim, da je simpatičen odgovor mogoče na vprašanje, kje je komu mesto, že sam naslov tega pamfleta, ko pride za Evropejce, skratka, nas je dati za zidove, Evropejce in Evropejke, oziroma to se nam dogaja. In kar pišeta tudi avtorja knjige
iz katere črpa ta pamflet, opozarjata na to, da zidovi in meje, ki jih gradimo, vplivajo absolutno tudi navznoter. Pa me zanima, da je mogoče najprej zate vprašanje kot prevajalcu, avtorju spremne besede. Skratka, gre za 2 poglavji oziroma delček knjige. Pa me zanima, če je tukaj bila tudi tvoja presoja oziroma ko si prevajal, kaj je točno to, kar si prevajal, zakaj je ta del knjige ali pa ta del razmislekov bil pomemben in kaj nam na nek način, imaš občutek, pove o tem, kaj meje, ki jih gradimo. Ki ti omenjaš, da so te najprej srečale v Avstraliji in potem si na njih naletel v vsem razmahu in razcvetu v Evropi ob prihodu beguncev. Kaj delajo našim družbam? Ja, hvala lepa. Zdaj, na to čisto prvo tehnično vprašanje bom samo preusmeril vprašanje na urednika. Jaz sem knjigo prevedel, naredil spremno besedo, nisem pa izbral teh poglavij, ampak bom raje povedal, zakaj so ta poglavja po mojem dobro izbrana, čisto v kontekstu cele knjige. Mislim, da glede na to, da gre za neko temo, ki je, to smo se prej v parih minutah, kar smo jih spregovorili, na nek, pa nočem nič, to ni absolutno neslabšalno. Knjiga je na določen način zastarela, bom razložil zakaj. Zastarela je, zdi se mi, nisem se mogel izogniti, zato je tudi moja spremna beseda nekoliko bolj osebna, ker je moje v resnici ukvarjanje s to problematiko bilo omejeno na čas, ko smo se z njo ukvarjali vsi. Nisem specialist za migracije, nisem specialist za Bližnji vzhod, nisem specialist za nič od tega. Ukvarjal sem se takrat, ko smo se ukvarjali vsi in spremljali v živo, pač tako kot smo vsi spremljali, kako se je takrat zelo hitro, se pravi, to je bilo od 1. septembra 2015, simbolično v Budimpešti in potem tudi naprej, začel zelo hitro spreminjati diskurs, ki je živ še danes in ni živ samo vizavi beguncev, vizavi problema migracije, ampak so se uveljavili neki pojmi, utrdili neki pojmi, ki še danes živijo in h katerim se bomo lahko vrnili potem na ameriški temi. Prav en koncept je ta, ki je zdaj zaživel po 10 letih v polni meri. To je bil pojem, ki je baziral ta zadržanje pač evropske nove desnice, pojem zdravega razuma, ki se zdaj vrača prek Trumpa in Muska kot uradni, tako rekoč, ne samo toliko kampanji, kot uradni koncept te vladavine zdaj. Non-stop, vsak dan uporabljata to besedno zvezo, common sense. Ampak hotel sem to reči, da knjiga na nek način, te 2 poglavji, mislim, da date en dober, delujeta malo kot neka reminiscenca v resnici, tak kratek povzetek tega, kaj bistvenega je na tema. Torej, prvo to, da nič ni samoumevnega ne na zaprtih, ne na odprtih mejah. In ta povezava, ki jo vzpostavita med zaprtimi mejami in odprto družbo, oziroma škodo za odprto družbo, karkoli si že o tem konceptu samem mislimo, v njegovi čist strogi obliki, pomeni to, da če rečem, da ni nič naravnega, gesta zapiranja se mora nekje poznati, nujno se mora nekje poznati. Gre za neko odločitev, ki ni čist zdravorazumska nikoli, vedno jo treba predstaviti kot zdravorazumsko, ampak na nek način pušča posledice, spreminja psihologijo, spreminja množično psihologijo, spreminja diskurs, spreminja, ko rekel, čustva, spreminja nivo krutosti, česa smo še zmožni, spreminja nivo ignorance, spreminja nivo blaziranosti ob spremljanju takih stvari itd., vse to. In če bi s kakšnim filmom, recimo primeril, ki ni taka tematika, zelo ekstremen primer, kjer gre za vprašanje, kako se zaprti prostor umesti v neko družbo, oziroma kako se družba do zaprtega prostora, ki ga hoče izolirati, obnaša, je mogoče film Zone of Interest.
Se pravi, kjer gre za vprašanje, kako upravljalci taborišča ignorirajo, na nek način absolutno poskušajo ignorirati in se obnašajo, kot da popolnoma ignorirajo to, kar se dogaja v koncentracijskem oziroma uničevalnem taborišču, okrog katerega se oni gibljajo in imajo neko normalno, takrat nacistično nemško idealno družbo. Ven iz nje pa slišijo samo zvoke, slišijo samo zvoke peči, a ne, ponoč zlasti, malo svetlobe, ki je in tako naprej, a ne. In kakorkoli se trudijo obnašati se normalno, na momente jih to ujame. Ne? Imamo tisti, recimo, sceno, tisti, ki ste gledali, se boste spomnili, ko šef taborišča, ne, potem, ko gre na generalštab, karkoli bi to bil, ne, ko gre potem začne bruhati v nekem trenutku, ne, sred stopnišča. Ne. Torej, pride to do živega tudi najbolj trdosrčnim ljudem. Ne? Se pravi, kaj to pomeni, če pride do živega tudi najbolj trdosrčnim ljudem? Tudi oni se spreminjajo v tem. A ne? Noben ni toliko trdega srca, da rečem, tako naravno trdega srca, da ne bi mogel postati, žal, še slabši. A ne? Ko pride da se prilagodi novi situaciji, recimo. A ne? Ko se počuti tak človek ogroženega, pa lahko je to še toliko fake, se bo spremenil, se bo prilagodil tej situaciji, na tem skrajnem robu. Ampak to, kar smo pa imeli, kar pa mislim, da je pa res točno to, kar ona dva zelo dobro zadaneta in se bo presenečen, da se je to tudi v tistem kontekstu tako dobro ujeli, to, kar sem tudi omenjal v spremni besedi, a ne točno ta, kar je moderni center v tistem trenutku, vloga, vloga, ki ni, in to se mi zdi pomemben poudarek, ne gre samo za to, kot se ponavadi gleda, ne, da politični center se prilagodi desnici v tem stališču, ampak avtor je tukaj zelo jasna, center je ta, ki diktira situacijo. Ne. Se pravi, da je edini, ki dejansko kreira politiko. In leta 2015 in 2016 se je ta politika skreirala, neka trajektorija se je oblikovala, na kateri smo še zdaj, pa čeprav je svet popolnoma drugačen na nek način. Ne? Okay. Boštjan, mene zanima, koliko se strinjaš s tem, pa kje vidiš, da je medijski, recimo, prostor ali pa medijske zgodbe, da so uspele, ali pa da jim ni uspelo pravzaprav približati migracij kot nekaj, kar je prisotno tekom cele zgodovine, ne, da množice, o katerih smo toliko slišali in toliko brali, so v resnici bile množice, ki so bile manjše od, ne vem, obiskov množičnih koncertov in pop zvest. In ne, hkrati se mi zdi tudi pač dejstvo, da živimo v kapitalizmu, nam predstav oziroma je bilo v nas tudi na nek način vtisnjeno oziroma nam je bila ta ponujena govorica, kaj tudi tedaj, jaz se prav spomnim takrat, ne, razlagal, da je razmislek o varčevalnih ukrepih, ne, se zdaj v bistvu razširil tudi na migracije in je bilo vprašanje, koliko Slovenija zmore tudi etičen austerity, ampak predvsem ne, koliko mi zmoremo, a je to 200, 20, 22, 12, ne, in takrat je bil njegov argument, ne, da se je pozabili, da družbe in ljudje, ki pridajo, da pač nastane nov prostor, da se ustvari nov prostor. Ne. In v bistvu ljudi se je zreducirali ali na grožnjo nekoga, ki nam bo nekaj vzel, ali pa na nekaj, ne, v kar je treba investirati in iz česar potem nekaj zraste. Pozabili smo pa na vrednost v bistvu pač človeškega bitja in ne, obstoja in možnosti, ki jih to odpira, ki nujno niso vedno unovčljive, vsekakor pa prenašajo neke izkušnje, razmisleke in bogatstvo. Tako da, koliko smo mediji ali pa novinarji na nek način bili sposobni kljubovati sredini in sredinskemu političnemu razmisleku, ki je narekoval to, da se je utrdil zidove Evrope, da se je postavil rezilno žico na slovensko mejo in ne, potem vse naprej. Posamezniki da, kolektivno nikakor ne. Mislim, da mediji nosimo kolektivno krivdo za obstoječe stanje. Bi šel po korak nazaj, ker to nekako
To je v bistvu skoraj optimistična izjava. Ne? Zakaj? Ne? Iz novinarskega zornega kota. Zato, ker predvideva, da imamo mediji še dovolj vloge, da kakršnokoli družbeno realnost sokreiramo ali pa kalibriramo. Jaz mislim, da je že vrsto let ne. Ali pa v zelo majhni meri, ne v takšni, da bi bila ta lahko sploh vredna omembe. Obdobje od 2015, pa gremo lahko še nujno, kakšno leto prej, pa celo desetletje, ne, ko so se že izrazito begunsko-migrantske zgodbe dogajale, ne, tudi po 2003 invaziji ameriški v Iraku in tako naprej, ko so bile druge pač že sredozemske begunske poti in tako naprej, pa je bila ta tako večinoma ignorirana zgodba. Ne. Že v tistem obdobju smo prehajali pač v neko, kako bi rekel, digitalno histerijo, ki je pa s pojavom socialnih medijev, asocialnih medijev v bistvu prinesla popolnoma novo delovanje tako na političnem kot na družbenem nivoju. In v tistem času, recimo 2014, 2015, 2016, je prišlo do, bi rekel, neke vrste združitve vseh teh mogočih elementov, ne. Vzpona skrajne desnice na politični ravni, ne, ki je bila seveda korelaciji z dogajanjem, o katerem se pogovarjamo, širitvi konfliktov, ki so seveda poganjali migracije, sporedno z radikalizacijo podnebne krize, ki zdaj ne smemo več tako poimenovati, ampak moramo reči preprosto samo podnebni zlom, ker smo krepko čez nekaj, kar bi bilo mogoče kakršnikoli obliki povratnega. In vse to je ustvarjalo zidove. Ne? In mediji smo v zgodbah poročali partikularno, premalo holistično, predvsem pa docela nehumanistično v tem, da smo v ljudeh pisali v številkah. Ne? Videl so oba skupaj takrat v neki par dni bila, kako bi rekel, stingerja za New York Times. Ne? In en tak zelo, ko so pač večje število ljudi začelo prihajati na slovenske meje. Nikoli v življenju nisem uporabil besedne zveze, da bi jo sam lastnoročno napisal begunski val, begunska kriza in tako naprej, ker se temu skriva vse, kar je narobe. Ne? In ko smo bili na Obrežju, me je klicala urednica iz New Yorka, takrat glih dobro ostala po moje, ne? In jaz sem že poslal nek file in tam sem imel, da je približno 400, ne, ker so to zahtevali številko od mene. Tako, Boštjan, ne približno, koliko ljudi je točno. Ne? To je bilo pomembneje od vsega, kar se je v tej zgodbi dogajalo, od vseh kvot, od vseh osebnih zgodb, ne? Imen, priimkov, doživeti je bilo točno število ljudi na meji v tistem trenutku pomembnejše. Ne? In to se je potem zares preslikalo v, po mojem mnenju, seveda verjetno v tem bi bila potrebna analiza, ne? Ampak glede na to, da sem se s tem izrazito intenzivno ukvarjal in ves čas in spremljal vse, kar bilo mogoče spremljati doma in v tujini, ne? In na tem tudi napisal knjigo Na begu, ne? Sem dobil občutek, da je bila številka veliko pomembnejša od človeka. Ne? In ko je številka veliko pomembnejša od človeka, ne? To je točno to, kar si ti prej omenjala v vprašanju, ne? Oziroma v bistvu kar v mnenju, ne? Seveda. Ne? Pač preprosto ni možnosti, da bi bilo lahko kakorkoli drugače, kot je bilo. Ne? Mene je izrazito motilo, no, v teh, tudi na domačem terenu, ne, na katerega sem se v bistvu po dolgih letih vrnil, ravno zaradi begunskih zgodb, ne? To, da novinarji, ki so delali zgodbe, ne, niso imeli dovolj znanja in niso bili zares opremljeni, da bi se z ljudmi na begu, traumatizirani ljudmi iz vojn, pogovarjali na pravi način. Niso poznali večina, ne, niti geografije, niti osebnih zgodb, niti kulturnega ozadja in tako naprej, ampak se je ljudi obravnavalo kot neke vrste javne osebnosti, kot politike, športnike, gospodarstvenike, ki so ti zaradi tega, ker preprosto so točno v tistem trenutku na točno tem mestu dolžni dati izjavo, nekaj povedati. Ne? In to je meni tako vrhovni etičen greh v našem poklicu. Ne? In to se je množilo in je peljalo v bistvu do nekega razčlovečenja praktično v realnem času. In iz tega je moderni center lahko črpal marsikaj zase. Ne pozabimo, da je od trenutkov neke vrste celo tudi
lepe stvari smo videli v poznem poletju leta 2015, ne, na meji in neko aktivacijo civilne družbe, ne, praktično po celi srednji Evropi. Ampak ni minilo več kot 2 meseca pa pol, ne, ko so zabrneli prvi delovni stroji na slovensko-hrvaški meji, recimo že prej seveda poleti na srbsko-mađarski in tako naprej, ne, in tudi na hrvaško-mađarski, ampak isti ljudje, ki so tako brutalno obsojali Orbana, ne, so bi že tako rekoč kurbljali buldožerje, ne, in v tistem trenutku se je diskurs gostilne, ulice in v bistvu sovraštvo spremenil v realno politiko. Realno politiko, ki je postala v bistvu v naslednjih mesecih, letih do danes jedrna politika jedrne Evrope. Tadej, v knjigi v uvodu, tudi zdaj je bilo že omenjeni so bili zidovi in kako v bistvu zidovi na nek način hočejo tudi preprečiti, oziroma zdi se, preprečiti trpljenje, da pogledamo stran, da nam ni vidno. Hkrati, kar vidimo zdaj in kar ti omenjaš tudi v predgovoru je, da smo se navadili gledati tudi genocid v živo, ne? Da smo se navadili gledati trpljenje v živo, da smo navajeni na trupla, ki jih prinese, ne? Pa se vseeno spomnimo recimo, ne vem, dečka Kurdija, ki ga je naplavil na obalo, Kurti, ampak je in na nek način sprožil nek odziv, ampak potem se zdi, da smo se tudi zgubili oziroma smo kar čakali spet na neko podobo, nečesa podobnega, ki bo spet nekaj prelomil. Pa me zanima in na koncu mislim, da je tudi omenjen ta nekak degradacija evropske družbe ali pa nas zagrajenih v to, da nas nič več niti ne zanima. Da se nam zdi skoraj da vseeno, da nam ni mar. Kam vidiš ti, da smo prišli po, 10 letih, na nek način napredovanja, metamorfoz desničarskih politik, njihove krepitve in kako se s tem spopadati oziroma kako se temu zoperstavljati, če vidimo v resnici pohod nekih desničarskih sovražnih idej, misli, organiziran, na drugi strani pa se zdi neka otopelost, izgubljenost, utrujenost, utišanost z brnenjem strojev, ki so postavili žico in ograje. Ja, na neki ravni še vedno to ne smemo pozabiti. Ljudje, recimo skrajna desnica ali pa desnica, kakorkoli, živijo lahko zelo dolg od nekega uspeha, od uspeha, ki ga v nekem spopadu ideološkem okrog neke konkretne zadeve pač markira. Tukaj smo zmagali, tukaj so pristali, da je treba nek tip ograje zgraditi. In reče, kljukca, zmagali smo. In od nečesa tajcega, to je zelo močna motivacija, po mojem, na kolektivni ravni. Če si predstavljate, koliko je recimo, kakšni mali, minimalni uspehi recimo še držijo po koncu recimo neko levo civilno družbo, da so tam, da se enkrat na nekem, ne vem, od kolesarskih protestov, že 1 leto, 2 leti ljudje počakali na naslednje volitve od tega, od občutka, da so nekaj dosegli, na neki točki zmagali. Ali pa, kaj hočem reči, pa so te zmage precej manjše na tej ravni. Praktično jih ni, ampak živijo od tega. Zato je pač vedno tisto, kar je sredina tukaj naredila, pač desnica ne vidi, in ne pri nas nekjer druge, ne vidi sredine kot sredine, ampak jo vidi kot levico. Torej, ta objektivni videz, da je recimo takratna vlada bila percipirana iz desne strani kot leva vlada, pomeni, da je da desnica percipira to kot zmago nad kompletno levico. Se pravi, cela levica je priznala, da je treba zgraditi neke sorte zidov.
In to je, ta triumf potem pač jih drži do naslednje 3 leta, 4 leta, do tega, ko zmagajo še v neki drugi taki bitki, ne? In to se tako vleče. To sem, po mojem, nisem to zdaj malo spekulativno, ampak bi rekel, da ta dinamika ni nepomembna, ne? Se pravi, percipira se to kot neke sorte tekma, ne? Se pravi, in to je vloga, ki jo sredina upravlja, tako rekoč izgublja namesto nas, ne, oziroma priznava poraze, ki jih mi recimo ne bi priznali, pa čeprav ne vemo, kako bi zmagali, če se recimo, da se identificiramo kot levičarji, ne, v tem smislu. Zdaj, kaj se je spremenilo? Zdaj, ko omenila si prej genocid, spomnil sem se na to, če se boste spomnili v času begunske krize takrat, ko smo prvič recimo lahko videli, skratka tega, kar je bilo, se pravi 2015-2016, ko smo videli tiste nočne posnetke beguncev, kako se obmeja, ne, s policijskimi kamerami nočnimi, kako jih pač sledimo. Če se spomnite, se je bilo, ne vem kdaj, zdaj težko štejem, ampak mogoče že v prvem letu genocida v Gazi ali v drugem letu, se ne vem, ko je bila scena tista posnetek praktično iz satelita, kjer so posneli dovoz hrane, pa ko so v Gazi potem prebivalci in potem, ko tam so neke mutne stvari bile, ja, pač instigirali neko in tako naprej, pač, da je prišlo do nekega pač spopada oziroma tako. In tisti je bilo pač absolutno pač ni važno, kaj se dogaja, važno je ta predstavitev, je pa bila, tukaj imamo opravka pač z mravljami, mislim skratka z nečim, z neko tvarino živo, ki se tam nekaj premika in ki v bistvu sledi samo enemu temu gonu, da se pač premika pa pobija svoje pohod po svojih konkurentih, brez vsakih vrednot, brez vsakega spoštovanja, brez osebnostne distance, za nalaž sem ciničen, brez vseh teh stvari, ki nas delajo kulturne. In tisti posnetki, ki so takrat bili, so se mi zdeli pač blazno. Policisti so rekli, pa se to je standarden posnetek, samo pa hočemo pokazati, kakšno je gibanje, pravzaprav transparentni smo do prebivalstva, da boste res videli, da tukaj ljudje po noč čez kolpo hočejo iti, pa tukaj se gibajo, pa potem imajo take formacije, pa une formacije. Pač bistveno je to, da jih ne vidiš pač kot ljudi, da jih ne vidiš pač v 3D, da jih vidiš pač kot neke pomanjšane, absolutno pomanjšane pač neka bitja, res komaj da še bitja. In to je, če bi vzel dve podobi, ki recimo ta premik naredita, samo še res šli smo od tega, da je bilo tam še vidno, tako rekoč roke pa noge, ljudi, ki hodijo, je tukaj bilo res samo še res mravlišče, sam še nič. Do katerega bo rekel, kako pa imam kakšno sočutje do nečesa, o čemer niti ljudi ne prepoznam. To naredijo te podobe. Mislim, tam, tako kot so pač takrat slovenska policija, tukaj izraelska vojska pač to lansirala in dala, ajde, poglejte si. Zdaj tole poglejte, pa nas obtožujte, da izvajamo genocid nad ljudmi, se niso niti ljudje. To je na ta način operirajo. Zdaj, kaj se bo v teh 10 letih tako sicer zgodilo, mislim, ne vem, niti ne vemo, mislim, niti ne sedimo. Zdaj, dogaja se na eni strani, in to je v tej knjigi o Frontexu je precej stvari napisanih, Frontex je potem neka pa neka paraagencija, kjer delujejo neki fantje, ki se radi tudi uniforme oblečejo, pa da imajo občutek, da so na terenu, da so v vojski, da so pripadni in se počutijo, kot da so res, kakor jaz vem, in če to drži, so edina uniformirana enota na ravni Evropske unije. Ne vem, ali
ena od redkih. A ne. No, ampak ta agencija ima neko svojo logiko, neko svojo, nekako na pol pod površjem operira naprej, medtem ko mi v resnici ignoriramo te probleme. Vsake toliko časa jih vidimo, pa potem se tako, kje zaznamo. A bi leta 2015 ljudje, ki se umeščajo levo od sredine, bili pripravljeni priznati, da jih tam skupina migrantov na Viču, ki hodijo okrog, moti? Ne bi rekli, ne? Takrat ne bi rekli. Leta 2020 ali 2022, ko je bila recimo, ko je bil kakšen mesec, ko se je o tem govoril, je to postalo nekaj, kjer so vsi rekli, ja, pa se pravzaprav ne, če vidim skupino, tam pa na cesti, pa kaj pa vem, je le skupina moških, mladih, ne vem, gliha bi šel tam mimo. Mislim, sam pravim, spremeni se ta percepcija, nekaj, kar je bilo takrat, mogoče so ljudje čutili, ali pa tudi ne, se ne vem, ampak recimo glih zaradi tega, da so ljudje branili pozicije proti desnici in proti sredini, ne bi nikoli javno rekli ali pa v družbi rekli, ja, res mi je bilo malo neprijetno. Zdaj, in v knjigi piše, da je prišlo do tega, da je sovraštvo postalo javno, torej javnost sovraštva, ki pa je zaprta za realnost. In me v bistvu zanima to, a mi sploh sebe slišimo, sem razumela cinizem, ampak Evropa pač sliši svoj rasizem, a sliši, kako zelo ponovno razčlovečuje soljudi, a sliši glasove, ki razlagajo, vi ste bili kolonialna sila, opravka imamo še vedno z odnosi pravzaprav kolonialnosti, ki temelji na rasističnih prepričanjih belih kolonialistov, ki so želeli zavladati svetu. Ali nam te zidovi v bistvu pomagajo, da nobeno ogledalo ne pride do nas in nas odsev lastnih razmislekov ne butne v obraz? Bom hitro bi rad predal besedo naprej. Kako bi rekel, dve stvari sta. Slovenija je tukaj zelo dobra v tem, ker ima dober izgovor, da nikoli ni bila kolonialna. Čeprav zdaj kot članica Evropske unije je kolonialna. Mi se moramo zavedati, da na neki ravni imamo kolonialno preteklost zdaj. Mogoče je prej nismo imeli, in je tudi dejansko nismo imeli kolonialne preteklosti v tem standardnem smislu. Zdaj, ko sprejemamo, tako moramo razmišljati, zdaj, če mi sprejemamo skupno evropsko politiko do migracij, skupno evropsko politiko v odnosu do globalnega juga, smo del kolonialne preteklosti. V tej politiki, se razumemo, skratka, prevzemamo neko politiko, ki je strukturno dedič kolonializma. In zdaj nam je lažje, mi se, ko rekel, imamo dober izgovor, da nam ni treba tega videti, ali pa da smo nepoučeni, ali pa da rečemo, sej to nas ne zadeva. To je v bistvu, to naj očitajo Belgicem, pa naj očitajo Francozom, pa naj očitajo Nemcem, pa tako naprej, nam ni treba. To sam, da zdaj tako rečem, kaj je pa problem recimo v Nemčiji, ali pa v Belgiji, ali pa v Franciji, to je pa, ja, pride Elon Musk pa reče, definitivno, da bi rekel, kakšnega razsvetljenja ni o tem, na splošni ravni, daleč od tega, seveda, sovraštvo do sheme, do tistega, kar si izbereš, da je tvoj sovražnik. Na drugi strani pa pač je problem v tem, da smo, po mojem, že zdaj počasi prehajamo v drugo fazo, kjer se ta rasizem pa zdaj že počasi začenja prevzemati kot ponosno stališče mnogih. Boštjan, lahko sem še... Sem dva medklica. Okay, nujno. Najprej, tako lepo je reči, da to je zdaj mogoče malo digresija, da Slovenija nima kolonialne zgodovine, pa jo fucking ima. V nekdanji Jugoslaviji je bila zelo močna. Pa izkušnja je izrazito močna. Ne samo, mislim, preko poceni, večkrat preko kao štipendij in starih internshipov, uvoz delovne sile, gradnja cele slovenske industrijske celice na plečih krepko podplačanih delavcev iz nekdanjih jugoslovanskih republik, desetletij in tako naprej.
In ne samo to v bistvu preko gradbenih podjetij IDD traja še danes. Ne. Drugi medklic, zdi se mi čudovito, ne, verjeti, da je tisto levo od sredine nekoč v svojih domovih govorilo nerasističen jezik. Ne. Kar se nam je zgodilo, to je špekulacija, ki ne temelji na analizi, je, da je družba postala preprosto tisto, kar je vedno bila, zares iskrena. Ne. Spadli so okovi politične korektnosti, marsikje, ne, z Brexitom, z prvo izvolitvijo Trumpa, z lahkotno prepustitvijo prostora odprtosti skrajni desnici, z medijskim kolapsom, za socialnimi omrežji, se je opolnomočilo tisto, kar je moglo dolgo močati in se delalo fino pred javnim prostorom. Ne. Jaz tega izrazito bojim, da so stvari ful bolj preproste, kot se morda zdi na prvo žogo. Ne. In to je mogoče čutiti že v zelo bližnjih socialnih krogih. Ne. Lahkotno sprejemanje nove interpretacije družbe, rase, odnosov. Ne. In ob multitudi kriz je to še toliko bolj, kako bi rekel, in zidovi, ne, in ob umanjkanju pristnih človeških stikov, ne, ob eroziji, če ne kar popolni razgradnji skupnosti, kaj drugega tudi ni mogoče pričakovati. Zdi se mi, da stvari potekajo zelo premočrtno, zelo jasno, brez nekih velikih odklonov. Ne. In ja, smo postali družba, ki spremlja genocid v živo, ampak smo ta ista družba, ki je genocid v Srebrenici spremljala v živo pred praktično točno 30 leti, pa ob tem bila izrazito pasivna. Družba, fizična, naša družba, ki je s svojimi takšnimi ali drugačnimi, tudi oportunističnimi, modrimi, nemodrimi odločitvami in trgovino z orožjem delno pripomogla k temu genocidu. Ne? Pa se je to zgodilo ne čisto blizu nas, to se je zgodilo nam. Ne? In ne moramo, bi rekel, misliti časa tega kratkega obdobja turbo razsvetljenstva, odprte družbe v fulkar majhni geografiji kot nečesa, kar je bilo absolutno, kar je dominiralo, kar je bilo zares ukoreninjeno. Močno dvomim, da je bilo v resnici tako. To je taka velika liberalna iluzija, velika smrtno nevarna liberalna iluzija, ki ob modernih avtokratih, tistih, ki vsaj, če že niso iskreni, pa vsaj iskreno lažejo, Donald, pušča odprto upanje, da je tole incident. Ne, to je struktura. Sem sekundo, vsem bi vprašala, ne, družba je postala zdaj iskrena. A ni to mogoče malo preveč posplošeno? Ja. Zaradi tega, ker vendarle vidimo uspešne recimo tožbe zaradi kolonialnih krivic. Vidimo v bistvu glasove, ki se krepijo, absolutno zelo glasno in vidno opleta ta rep rasizma, fašizma, ampak hkrati pa je to tudi odziv na to, kar smo videli. Ne? Torej, politično govorico, ki je preopraševala recimo kolonialno dediščino Britanije. Ja, Jeremy Corbyn je bil pač umaknjen iz laboristov, ampak še vedno pač obstaja znotraj političnega. Skratka, zdi se, da družba mogoče v nekih momentih vendarle je večplastna oziroma ni samo fašistična, jo pa fašistični javni diskurs in javni prostor, ki si ga vse bolj podreja desnica, jo odvrača. Tako da me zanima, mislim tako, tukaj v bistvu mogoče mi odpovemo na nek način, da se ne da dovolj prostora tem bolj progresivnim glasovom konc koncev tudi iz Južne Afriške republike, ki opozarjajo na dvoličnost sveta, sedanjega ustroja in potrebo po spremembah. Zelo res, ne, ampak po moje je jasno, kaj prevladuje. Ne rečem na glas, da prevlada. Prevladuje. Ne? To je pač activity in progress. Algoritmi so zelo, zelo močni. In delujejo močneje od vseh, bi rekel, ideologij in političnih gibanj samih po sebi. Ne? In zdaj smo že tako daleč, da čeprav je bilo rečeno, da se še ne približujemo koncu pogovora, pa vendarle. Zdaj imamo, bi rekel, avtorja algoritmov, ki je praktično nasedel na lastne algoritme in je vladar sveta. Ne?
tako daleč smo prišli. Ne? Razumevati nekaj, kar se dogaja v Združenih državah, je po mojem v tem trenutku ključno, ker je to trailer prihodnosti. Ne? Jaz vidim tudi Gazo kot trailer prihodnosti. To, ko si pač ti prej govoril, ne, je točno tako ultimativno kolektivno razčlovečenje, ki ne dopušča več obnove empatije na kolektivni ravni. Ko je ta izgubljena, je izgubljena. Ne vem, pač mislim, težko je verjeti, da bo humanizem dobil še tretjo priložnost. Zelo težko. Ne? Tudi zaradi demografije, pa predvsem zaradi podnebnega zloma. Ne? Ko samozaščitno, radikalno egoistično vedenje bo prevladalo že zaradi potrebe po preživetju, po mojem. No? Kljub temu, da se nas uči, da smo v krizah veliko bolj solidarni, skupnostni in morda celo empatični. Ne? Ampak v to treba biti vzgojen, te navade treba pridobiti. Ne? Empatija, solidarnost zahteva stalen, trd, neizprosen trening in samoomejevanje. Če smo čemu priča tukaj in zdaj, je razpust kakršnekoli oblike samoomejevanja. Vse je dovoljeno, nič ni kaznovano. Ko je dovoljeno nekaj, kar je Gaza, je dovoljeno vse, čisto vse. To je, bi rekel, odprt klic k realizaciji še nerealiziranih množičnih morilcev v uniformah. Ja, zdaj, če sem na hitro repliciram najprej, ne, mislim, jasno, mislim, da se tukaj strinjava glede Slovenije v Jugoslaviji, ne, samo, a ne, govorim o tem, Slovenija ima tudi vizavi v razmerju do jugoslovanskih republik, ne, pač ta odnos, a ne, bili smo, ja, objektivno, strukturno kolonialisti, ne, ki smo se pa počutili zatirane. Ne. Se pravi, to je bila ta zgodba. Ne. Se pravi, to je redko, bi rekel, težko si predstavljam v času britanskega imperija, da bi se počutili zatirane strani svojih kolonij na isti način, kot smo se mi. Ne. Zato pravim, da imamo tak pripravljen izgovor. Ne. V tem vedno smo bogi, ne. Vedno smo bili bogi. Ampak to, kar govori, to se mi je zdaj poudarek tvoj, Kristina, zelo zanimivo. Ne? Ja, drži, da na neki ravni so te zavedanje, a ne, mislim, se pravi, v delu populacije znanje o kolonialni preteklosti in o tem, kaj se zdaj dogaja in ne vem, že na ravni tega ja, lahko rečeš, da na eni strani politična korektnost se je sesula, ne, pa, ampak koliko je v bistvu prišlo do nekega napredka, ne, v tem, da ne bom obravnaval, ne vem, v končni fazi recimo vseh Arabcev z istim, a ne, Arabec je pač Arabec in je to tako, kot je, a ne, da iščem distinkcije, ne, v tem, da iščem razlike, da iščem njihove kulturne, a ne, specifike in da to spoštujem, a ne, čez njihove lastne identitete, različne in tako naprej. A ne. To je definitivno se spremenilo, ampak se mi zdi, kot da nimamo, kot da ni nekega mehanizma, kako bi se javno, a ne, da bi se nekako isto, da bi se na nek način afirmiral ta premik, ki se razpršeno dogaja v nekih določenih, kaj pa se ima, ne, sferah pri mlajših ljudeh ali pa kakorkoli, ne. Družba ne ve, da se je spremenila na tej ravni. Ne. Zato, da se je spremenila na slabš, ve. Zato, da se je spremenila kje na boljš, to pa nikoli ne bomo slišali na nek način. Pa nočem reči, dajmo si prodajati dobre novice. Ne, mislim, realne spremembe, realne modifikacije družbe v neko to smer niso nikoli pripoznane, po mojem, v medijih ali pa v širšem, v javnem diskurzu. Kot da manjka
da se reče, eto, tukaj pa je bil nek premik narejen, ne? Kot da to ostaja v nekih sferah, ki so še vedno tako marginalne, pa čeprav mogoče niso niti več marginalne. Pa se ne gre samo za te teme, ne? Tudi za kakšne druge. Ampak tisto, kar se mi zdi bistveno, ne? Vedno pri takih dogodkih, kot je Gaza, ne? Ja, absolutno, preteklost tega je dolga, se vemo, ne, mislim, kaj vse se da. Ampak sekvenca se je zgodila ta sekvenca se je začela dogajati 7. oktobra. In zelo je bistveno, na kakšen način mi, to sem nekje druge pisal, ne, zelo determinira ta prvi odziv to, kako se bo ta sekvenca končala. Mi smo zdaj recimo, gledaj, tega je koliko leto, pa vse sploh ne vem več, koliko. A ne? Zdaj recimo je, kar se tiče, pa ni banalna stvar, pa nočem reči, da to spremeni čisto vse na glavo. Zdaj nekako vemo, ne, da je 7. oktobra velik procent žrtev bil žrtev izraelske samoobrambe. Po njihovi doktrini, a ne, popipsaj vse, ko je težava, ne glede na to, kaj se dogaja, a ne. Mislim, to je zdaj, zato je več dokazov kot kadarkoli prej, ne. V tistem času, takrat, ko se je to zgodilo, teh dokazov ni bilo. In zdaj, kaj bo naredil človek, ki ni, a ne, človek, ki je razmeroma spodoben, a ne, ki izreče, ki ima čut za to, da vendarle pač so žrtve, ne. Ujame se takrat celotna družba v previdnosti, a ne, v tem, za hip bom jaz odmislil na to, kdo je originalna večja žrtev v tem konfliktu, če mu sploh lahko tako rečemo, in bom provizorično stopil na stran Izraela, a ne. Bom za en dan, 2 dni demoniziral Hamas in vse, kar je s tem. Demoniziral v zelo močnem smislu. Pozabil na vse, kar to je sicer lahko, pozabil na vso kompleksno situacijo, demoniziral. In bom v tistem trenutku proizvedel, dal tako rekoč zeleno luč, da se ta sekvenca odvija pod dominanto Izrael je absolutna žrtev in treba jim je pogledati skozi prste v vsem, kar se naprej dogaja. In so takrat potem v parih dneh to situacijo Izrael, da rečem zdaj tako za nazaj, so zelo jasno izkoristil, pohitev z ukrepanjem, uporabil ta en teden, ko je bil celoten svet, a ne, zelo brezmočen v tem smislu, nespodobno se je bilo upirati čemurkoli, so izkoristili in to sekvenco za 1 leto determinirali, tako rekoč, in iz nje nismo mogli zlesti. Skratka, zdaj, če se ti vprašaš, a ne, zakaj po pol leta ali pa po 9 mesecih ali pa po 12 mesecih, zakaj si nemočen ali pa nisi več, a ne čutiš več zagona, da bi bil militantno prizadet, a ne, da tako rečem, a ne, mislim, iz kje boš to povlekel? Moment za akcijo, da rečem, tudi etično, moralno akcijo, je omejenega roka, a ne. Se pravi, to, kar se ne zgodi v prvih 3 mesecih, da tako rečem, recimo, je zamujena. Treba je počakati, da se stvar zgodi. Ni načina v tem globalnem stanju, v tej razporeditvi globalnih sil, v takih voditeljih držav, kot jih imamo, v takem odnosu do mednarodnih inštitucij, do mednarodnih sodišč, kot jih ta politika ima, evropska, ameriška, katerakoli, da bi se lahko karkoli spremenili. A ne, zato se mi zdi, da je tukaj treba in tisto, kar je pa to nek klinč, kjer se praktično ni izhoda, ne. Jaz ne pravim, da tako rečem, še enkrat bi enako prve 3 dni niti slučajno ne rekel v tistem trenutku nekaj, kar se mi je zdelo, da bi lahko rekel, če sem krut, bom rekel, da ta zločin ni tako velik, kot se ga predstavlja. A ne?
ne bom rekel, in niti slučajno tudi zdaj ne bi rekel, je bil upravičen, je bil ne vem kaj, kakorkoli, ampak ne moreš tega reči, ker ni bil, ker je bil pretiran, ker je bil ekscesen. Ne moreš reči, skratka, nisi mogel reči, Hamas ni nič kriv, nisi mogel reči nič drugega, moral si počakati, če si kolikor toliko spodoben, da tako rečem, in se ujameš v neki čist nemogoči pad poziciji. Nič ne moreš narediti v takih, ker so stvari tako postavljene. Zato se mi zdi, da je včasih res, pa kako spet to izumta, situacije treba pač včasih tudi kreirati. Kreirati, ne govorimo o takih situacijah. Politiko je treba tudi kreirati in to, česar levica ni zmožna, je včasih poenostavljati stvari, po mojem. Najti svoj način poenostavljanja, ki ga desnica obvlada. Vedno vidimo 5 različnih perspektiv na en problem. Se pravi, in ko nam zmanjka, edini način, na katerega zna levica poenostavljati, je s politično korektnostjo, da tako rečem. Na ta način in to da rečem, poenostavljati, v tem smislu, da rečeš, poenostavljali smo takrat na ta način, vsi begunci so dobri ljudje, zlati, brez greha, popolni, ne vem kaj, kar je jasno, da ni res, mislim, seveda ni res. Ampak in to, kar si rekel, da je padla politična korektnost, to se je res razbil. Zato je zdaj, to, kar si rekel, ja, to, kar je že vedno bilo, je zdaj prišlo na dan. Te tančice politične korektnosti več ni, da bi rekel, nihče se praktično ne more več prepričati v to, da so begunci, ali pa skratka, da so ljudje samo zato, ker so begunci, ali pa neregularni migranti, zaradi tega že dobri, plemeniti, brez greha, karkoli. Ne, pač to realistično spoznanje, ampak to hočem reči, realističnega spoznanja in koraka naprej iz tega, pa nismo zmožni narediti. Kaj zdaj početi z bolj kompleksnim človekom, ki se ti še vedno mora čist enako smiliti, ki mu moraš še vedno čist enako spoštovanje nuditi, za katerega moraš še na isti način družbo odpreti, kot bi jo odprl za nekoga, ki se ti samo smili in ki ga pač imaš za objekt samo izključno sočutje in nič drugega, ki ga steriliziraš na nek način. To je... Zdaj, Hannibalova doktrina, ki je bila omenjena kot obrambni mehanizem Izraela ob 7. oktobru, mislim, tako se mi zdi absolutno nekako velja vztrajati na tem, da vsaka žrtev je preveč, vsaka nedolžna žrtev, ne glede na to, na katerikoli strani. Ampak se mi zdi, mislim, tako, koliko je to nevarna past, ta ideja poenostavljanja, ker zdi se, da ljudje vidijo to kompleksnost in da v resnici s poenostavljanjem levica prej izgubi ljudi, ker se hoče na nek način dobrikati ali pa slediti neki tej poenostavljeni sliki sveta, ob tem, da vemo, da v resnici, če danes govorimo o podnebnem zlomu, moramo govoriti o kolonizaciji, ki se je dogajala pred stoletji. In zdi tako mogoče, kar se meni zdi tudi, da je zanimiv razmislek ali pa kjer se mogoče lomi sedanja politična slika, je ta dvoličnost, ki se mi zdi pa, da se je zelo jasno pokazala. Danes, mislim, lahko se marsikaj reče, politična korektnost je padla, ampak v Nemčiji, če ne govoriš in ne skandiraš v nemščini ali pa v angleščini, te lahko policija pretepe pa aretira. In vidimo odziv, recimo, ki je bil na vojno, ki jo je začela Rusija, in vidimo zdaj, kaj se dogaja, ko smo soočeni v bistvu z ljudmi, ki potrebujejo zdravljenje in so v okolju, kjer je vojska popolnoma zrušila vse bolnice. In glih danes, oziroma mislim, da danes je uradno Anglija rekla, da begunci iz Gaze ne morejo uporabiti istega sistema, ki so ga uporabljali begunci iz Ukrajine, kljub temu, da je sodišče to tako razsodilo in so si na ta način legalizirali. Mislim, tako skratka, imamo
upijočo dvoličnost, dvojne standarde in jaz mislim, da tudi, če smo cinični pa gledamo ali pa ne smo realni pa gledamo, kaj je dosegel Musk, ljudje vseeno vidijo na nek način to shizofrenost in koliko je v tem neke moči, da je to pomembno pravzaprav razkriti in graditi na tem, na nek način na jezi, ampak hkrati ne na poenostavljanju, no. Mislim, to, kako ljudje, kaj in koliko ljudje vidijo, se kaže v volilni skrinjici, ne. Bomo videli kmalu v Nemčiji, ne. Marsikaj smo že videli v zadnjem času, ne. Poglejmo samo, bi rekel, krog okoli Slovenije in vladarje in bodoče vladarje, ne. Obkroženi smo skrajno desnico. Nazadnje je bilo tako sredi druge svetovne vojne. Živimo v času, ne, ko se diktature ustvarjajo in podaljšujejo z radikalno demokratičnimi sredstvi, ne. Poglejmo Egipt, poglejmo Turčijo, na nek način tudi Združene države, še marsikje druge, tudi konec koncev Rusijo, ne. Lahko bi našteli še kar nekaj primerov, parlamentarne volitve, predsedniške volitve, regularne, toliko in toliko letih, na toliko in toliko, na tako frekvenco. In je to v bistvu v ideji podaljšane liberalne demokracije nekako sprejeto, ne, kot, še vedno kot zgodba o uspehu, ne. In se to določenim ljudem, tudi tukaj se izraža ta, tvoja omenjena dvoličnost, ne, nikakor ne gleda pod zobe, zato ker, bi rekel, so bili izbrani na način, ki je naš, a ne, ki smo ga, bi rekel, mi izumili in nekako tudi morda vamo tamo tudi izvozili, ne. Seveda, ampak to ni neko presenečenje, ne, zato, da so bili izbrani, je potrebno nek ekosistem ustvariti, ne. In dvoličnost kot taka, ne, hvala Bogu padec brutalnega sirskega režima, ne, pa mislim, da ni minilo 24 ur od odziva Bruslja in nekaterih evropskih držav o tem, da praktično zdaj bomo pa počasi prekinjali azilne postopke sirskim državljanom, ne. V bistvu skoraj da malo da ne streljamo v nebo od veselja, ne, ko bomo začeli serijsko pošiljati ljudi domov, ne. Ne verjamem, žal, mogoče sem preveč, ko bi rekel, to je neke vrste intelektualni PTSD, ne. Ne verjamem v to, da smo kolektivno zmožni reševati najhujše pizdarije našega časa, ne. Že en sam pogled v množično grobišče tukaj in zdaj ti to po moje onemogoči, ne. Res, poglejmo volilne rezultate, pa potem razsojamo o tem, koliko samorefleksije je družba na kolektivni ravni sposobna, ne. Obstajajo, to je podobno kot v boju ali pa v soočanju s podnebnim zlomom, ne. Obstaja vrhunske iniciative, neskončni primeri pozitivnih praks in tako naprej, ne. Ampak na drugi strani bi rekel, ta mlin, ki ustvarja emisije, mlin, ki bolj kot kadarkoli pospešeno in intenzivno ruši vse pred seboj, ne. Se tudi zdelo v nekem trenutku, recimo pred pandemijo, ne, ki je, bi rekel, družbo še toliko bolj razsula, ne, tudi znotraj družin, prijateljstev, tesnih vezi in tako naprej, je obstajal tudi sam sem bil na strani, bi rekel, optimizma, ne, da obstaja neko tudi v političnem koru, tudi v ekonomski zavesti, da pač nekaj treba ukreniti, da je zelen prehod se v nekem trenutku zdaj mogoče celo kot realen ali pa resen, če že ne realen, političen in tudi delno ekonomski program. Danes je tudi Draghijevo poročilo iz lanske pozne jeseni ga je dokončno pokopalo, ki je vendarle izpostavilo konkurenčnost Evropske unije, ne, pred vsem ostalim. To je zdaj preteklost, ne, obeta se v naslednjih tednih še drugi ameriški izstop iz Pariškega podnebnega sporazuma, drill baby drill, ne, kill baby kill. Zdaj v knjigi je omenjen tudi, ne, ta povezava, pa so vprašanja za vas oziroma vprašanja prevzamete vi.
torej povezanost obubožanja družbe ali pa obubožanja izgube položaja privilegiranih skupin in krepitve sovraštva. Ne? Če recimo se malo navežemo tudi na omembo volitev pa to. Tako je, ali pa vidiš ti, kje politične razmisleke, filozofske analize, ki ponudijo vizijo sveta ali pa prihodnosti, ki vendar lahko prepričljivo ponudi odgovor tudi ljudem, ki vidijo, da zgubljajo, ljudem, ki vidijo, da so v okolju, ki postaja vse bolj neprijetno in kako se to reče, nasilno tudi, ne, do njih za človeško življenje, ki pa vseeno ponudijo neko neljudomrzno rešitev in ki gradijo na skupnosti in iskanju nekih skupnih rešitev. Mislim tako, ali je to preveč utopično? Zdaj v navezavi na, če se sam navežem na vprašanje podnebnega zloma in ja, mislim, delim tvoj radikalni pesimizem v tem smislu, ja, absolutno lahko verjamemo, da ni, vse kaže, da nimamo načina, da ni družba zmožna enostavno tega problema rešiti in ga ne bo rešila. In to bo se prej treba na neki ravni začeti resno tematizirati. In zna biti, da je velik del patologije tudi iz tega izhaja enostavno če nas 20 let, 30, odvisno koliko časa se zavedaš, ampak tudi najhujše ignorante že 10 let to non-stop spremlja, zavedanje, da nek problem obstaja, ki ga nihče ne rešuje. To ne more biti spet, ne more iti brez posledic mimo. Neki simptomi se nekje kažejo. Če ti veš, da obstaja nek problem, ki ga ti lahko ignoriraš, pomeni, da lahko ignoriraš marsikaj tudi drugega. Če se vprašamo zdaj, zakaj ignoriraš genocid? Jaz zato, ker ignoriram podnebni zlom. Vse to počnemo vsak dan. To je moj način življenja. Se itak ni bolj rekel, res absurdne stvari, mi smo v tem smislu postavljeni vedno, zdaj sodobni človek, da rečem patetično, postavljen v pozicijo, ko hkrati načrtuje nekaj za situacijo, recimo, če si ti dobro informiran o tem, v kakšno smer gre podnebni zlom in s kakšno hitrostjo načrtuješ nekaj za naslednjih 15 let, neko življenje, ali pa za 5 let neko življenje. Hkrati imaš pa neko drugo smer razmisleka, ker veš, da boš leta 2040 že zelo slabo živel. Mislim, skratka, strukturno si postavljeno to, ljudje kupujejo stanovanja, pa vzamejo kredit, pa zato računajo, potem bom leta 2035 bom šel tja, potem sem preselil, pa potem zrihtu si to, pa to, pa tako, ne boš, mislim, ne boš mogel, ker bo pretežko, mislim, če nič drugega bojo cene hrane previsoke, da boš normalno funkcioniral na ta način, kot ti misliš in tako dobro živel, kot zdaj recimo še za silo živiš. Skratka, te ignorance, zato pa rečem, zdaj, ja, kakšna bi bila politika, ki bi tiste, po mojem, redke momente, zelo redke momente, ko nam neki svane, ko družba zgleda za en mesec tako malo, zdaj pa smo sposobni kaj narediti. V tistem momentu mora, če je slučajno na oblasti politika, ki jo to zanima, zakone sprejeti v tistem mesecu, tako rekoče, zapisati, cak, tole, zeleni prehod, zdaj imamo podporo, hiter tele zakon, mislim, recimo, naravni. Kaj sem, da se rečem pravi, če pogledamo recimo Ljubljano, kakšna je trenutno, zaradi kvalitete zraka. Kaj nam ta kvaliteta zraka pove? Pove nam to, da so na neki ravni ljudje, zdaj ali zaradi rastoče cene energentov, ali pa zaradi celo ekološke zavesti, se odločajo, da bojo prešaltali iz plina ali pa iz kurilnega olja na lesa. Se reče, to je bolj trajnostno. Ja, je bolj trajnostno. Če to delaš v centraliziranem obratu in gor naštimaš vse možne filtre in tako naprej. Če to narediš na ta način, je to res boljši energent za ogrevanje. To, kar imamo pa zdaj, je pa dobesedno sled zavedanja ekološke krize, sled zavedanja podnebne krize, prehod na trajnostne vire, na les,
in odsotnost tega, da bi v nekem momentu nekdo hiter v regulativo dal, v mestu privatna ogrevanje na les nogov ne gre, ne moreš imeti. In hkrati s to regulativo takoj alocirane finance za to, da se zgradi centralni obrat vsaj za 20.000 gospodinjstev za toplovod, ne za ogrevanje na les, pa da se pride do te transformacije. Razumete? To je pač, nimamo mi v idejah nobene moči več, da bi lahko zdaj nekaj spremenili. Tiste redke momente, ko imamo srečo, da je nekdo, ki nam je malo blizu na oblasti, je treba izkoristiti za to, da se to čim prej v neko zavezujočo mikroregulativo prevede. Ja, sej. Uči se od najboljšega. Lahko sem en medklic, tak malo evolucijski, ker si govoril o teh več primerov te ignorance, kolektivne podnebne spremembe, genocid in tako. Ameriški klimatolog Michael Mann zelo jasno pove in piše, da človeštvo, ljudje kot ena izmed živalskih vrst, nismo omreženi za spopad z grožnjami, ki so oddaljene, ampak smo zgolj omreženi z takojšnje, tukajšnje grožnje, kar pomeni, ne vem, če ti krenem s prstom proti očesu, ga boš instantno zaprl, stojim na prehodu za pešce, nekako instinktivno začutim, da mi z desne strani prihaja tovornjak in se odmaknem in tako naprej. Za nekaj, kot je morda prihajajoča vojna, podnebni zlom, genocid tam daleč, pa nam preprosto ni mar. Ne moramo si predstavljati tega, to je nekaj zelo abstraktnega in se na to ne odzivamo, ker preko evolucijsko, ne posebno, ne individualno, ne kolektivno nismo narejeni. In to je izrazito zastrašujoče, ampak bi rekel, zgodovina je neskončno polna tovrstnih dokazov. Spomnimo se recimo 23. februarja 2022 v Kijevu. Nihče izmed mojih znancev in prijateljev ni verjel, da bo čez nekaj ur vojna. 6. april 1992 v Sarajevu, ta, bi rekel, svadba v nedeljo. Redko kdo je verjel, da bo naslednji dan, da bodo na mesto padale rakete, bombe in topniški izstrelki. Danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan. Mislim, mogoče kdo vedel, da bo naslednji dan vojna, ampak Igor Bavčar se je na dan vojne ob 5. zjutraj rekel, pizda, tanki so šli z vrhnke. Nekako, mislim, da resnično si te velike grožnje nečesa tako epohalno strašnega, ki se ne dogaja zdaj, ampak se bo tudi naš način, kako se soočamo z zdravjem in nečem, kar bi lahko jemo nekaj, pijemo nekaj, ne vem, počnemo nekaj, kar je dolgotrajno škodljivo, pa se jutri še ne bo posledic kaže na to. Več moramo brati, po moje, ne vem, recimo Roberta Sapolskega in po drugi strani pa evolucijske biologe, da bomo razumeli, kdo smo in kje smo v resnici. Mislim, da je družboslovje prišlo do točke, ko nima več veliko zapovedati o stanju. V takšne debate, v kakršnekoli ključne debate o tem, kdo smo, kaj želimo, je treba uvesti tudi sogovornike iz naravoslovnih pol. Bolje bomo razumeli družbo. Mislim, da smo tisti, ki smo taki ali drugačni družboslovci, si že večkrat razbili glavo ob pričakovanjih prihodnosti v naivnem humanizmu. Kakšno vprašanje, komentarji? Jaz predlagam, da preskočimo to mučno tišino in iz spetnih žil izsilimo 2 ali 3 vprašanja ali komentarje. Torej, če bi kdo res rad se vključil v ta pogovor, ki to ni bil, zaradi tega, ker ni vključeval nas oziroma pač vas, bolj prosim, sicer jaz predlagam, da se tam pri mizi ustavimo in se naprej pogovarjamo. In seveda s tem priznavam tudi svojo vrsto napak. Agitiral sem pogovor in potem sem Kristino hočeš nočeš čisto naravno postavil vlogo žensko, ki bo moška spraševala, kaj si o knjigi mislite. Čeprav sem bil za to, da se v resnici pogovarjamo. In tako naprej.
Moja izkušnja tega pogovora je ta, da je bil zadost mučen, da smo gotovili, kje smo. Po drugi strani pa kljub temu, da sem tudi jaz že velik pesimist, še vedno verjamem, da je boljše si vrtati po rani in pač nek odziv sproducirati, kot pač enostavno letargično sedeti in spremljati, kaj se zgodi. In tako sem že doživel to današnjo razpravo, tem vidim nek minimalni prispevek k pač neki samoterapiji, če ne drugega. Ne? Po drugi strani se mi pa zdi kakorkoli smešno zgleda, da se mi trudimo z nekimi tematizacijami in razgaljamo neke probleme, kot je zdaj ta. Ne? Nekaj, kar je edina rešitev zdaj na tej poti navzdol. Ne? Skratka, kot bi rekel Dragan Živadinov, ne, propadajmo z visoko dvignjenimi zastavami. Ne. Tako da zahvaljujem se vsem, ki ste pač prišli, prej sem tako popistično povedal iz cone lagodja. Ne. Vprašanje, ali ste prišli res iz cone lagodja, ne, ali ste samo svoje stvari prestavili iz enega prostora v drugega. Ne. Torej, fino je, da ste prišli, da smo bili tukaj skupaj in da prosim, da se še malo zadržite, da ta, bi rekel, simptom izživimo do konca ta večer.